Kdo bi si mislil, da bo Fiat 500X svojo retro obliko takšen hit? Očitno so zadeli bistvo in z ravno prav okusne plastike poskrbeli za iluzijo, da gre ta avto v hrib. No, saj ponekod so še na voljo različice s 4-kolesnim pogonom, samo ta ga nima. Nauc zdaj deluje malce bolj sveže, ravno toliko, da se mu 5. leto starosti še sploh ne pozna. Luči so nove, zadaj v sredini s plastiko v barvi avtomobila, no pa tudi ta 18-palčna platišča so nova in precej huda. Znotraj je s to belino zdaj vse skupaj še bolj retro in zračno, s panoramsko streho pa tudi bolj zanimivo za otroke. Kul je znotraj, tudi čiričko praktično ni. Edini 1,6-litrski 4-valjni dizelski motor, ki je še na voljo, je tale 88 kW oziroma 120 konjski. Je prožen in živahen, dovolj močan, nimam kaj reči, porabi pa okrog 7 litrov. Robotiziran 6-stopenjski menjalnik je super za umirjeno vožnjo po mestu, edino na avtocesti, ko ga do konca pohodiš, je včasih malce zmeden. In avto tare enak problem kot vse križance kakšnih 5 let nazaj, vzmetenje je prečvrsto in na slabih cestah pravega udobja ni. Preden sem dobil ceno, sem razmišljal, da je dobro sestavljen, kabina je zelo prijetna, motor je fajn, za kakšnih 20 jurjev bi bil odličen avto. Vas zanima, koliko stane? Takšen 34 tisočakov in pri tem znesku se vam odpre veliko možnosti, marsikatera tudi boljša. Je pa vsaj na pogled veliko bolj zanimiv kot marsikateri konkurent in skoraj podobno brezčasen dizajn ima kot Fiat 500 in to pomeni, da boste še dolgo v mestu izgledali trendy.